Pozdravljene, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. Društvo Sožitje Idrija Cerkno je pred dnevi slovesno obeležilo 50-letnico delovanja. Gostja v današnji oddaji je predsednica društva Valentina Mlakar, ki jo prav lepo pozdravljam v naši sredi. Dobrodošli. Pozdravljeni. Ste ob prazniku, ob jubileju dobili veliko čestitk? Ja, smo dobili od sosednjih društev. Oglašali so se naši člani, predstavniki občine, tako da smo kar bili počaščeni s tem, da smo opaženi, da vejo za naš jubilej. Vaše društvo ima pravzaprav neko tako posebno poslanstvo. Ja, v našem društvu skrbimo za osebe z motnjo v duševnem razvoju, njihove družine, in s tem mi nekako povezujemo osebe z motnjo v duševnem razvoju z ostalim svetom, da niso nekje zapostavljeni. Imate nekaj več kot 100-120 članov. Koliko od teh je oseb s temi težavami v zdravju? Ja, vseh naš članov je trenutno 126, od tega imamo 53 oseb z motnjo v duševnem razvoju. Ostali procent so pa družine, starši, podporniki, prostovoljci. Od teh 53 oseb z motnjo v duševnem razvoju niso samo po družinah, ampak jih 17 živi v domu upokojencev na Marofu. Včasih je veljalo, naj se s temi osebami ukvarja stroka. Kasneje se je razvilo razmišljanje, da pravzaprav jim je družina kot prva celica v največjo oporo in pomoč. Ja, seveda, bili so vključeni v ta prilagojeni program izobraževanja. Tam so se tudi zasnovale ta skupina, nekako osnutek društva Sožitje. Seveda, takrat so se učiteljice takratne ukvarjale z njimi, pa v društvu pa so združene družine in se tudi družine in se jim nudi pač določena opora, moč. Kaj zanimivega pravzaprav društvo počenja? Ja, naše društvo ima kar bogat program. Vsako leto pričnemo z občnim zborom in potem imamo v marcu, ponavadi ponudimo kakšno gledališko predstavo, kakšen obisk, kakšnega koncerta, take aktualne zadeve imajo zelo radi. Potem v aprilu gremo na vikend seminar, to je namenjen družinam, tam imamo 2 predavanja, na temo, kar si izberemo, od zakonodaje, ki je vedno dobrodošla, do psihološke pomoči staršem. V tem času imamo je potrebna aktivnost prostovoljcev, ker popazijo na naše otroke. In potem je ta maj, spomladanski maj, junij za družabna srečanja namenjeno. Potem pa preko poletja pa pošiljamo naše osebe z motnjo v duševnem razvoju na tabore vseživljenjskega učenja. To je pod okriljem Zveze Sožitje. Tudi vikend seminar je pod okriljem Zveze Sožitje. In tam grejo s svojimi prostovoljkami. In potem, ko se vrnejo, imamo program dan evalvacije, to je pogovor, kako so se doživeli ta teden. In v jeseni izvajamo naš program rehabilitacije, to je najbolj lušten program. Tu pa grejo zelo veliko članov, gremo v ene od slovenskih term, tam se zabavamo predvsem in se športno udejstvujejo, plavamo, hodimo in tako naprej. In potem na jeseni izvajamo še kakšne delavnice ali kakšno predavanje, kar pač tudi najdemo, da nam ponudijo okolje, naše občine ali karkoli. In leto zaključimo z Dedkom Mrazom, ki si zaslužimo vsi darila, smo strašno pridni in nas obišče Dedek Mraz. Izjemno pester, bogat program, bi lahko rekli. Rdeča nit pa mislim, da je pravzaprav borba zoper izključenost. Ja, ni več tako, da bi bili tako izključeni, kot so bili nekoč. Zdaj je za osebe z motnjo v duševnem razvoju lepo poskrbljeno. Ne smemo reči, da ni. Včasih res ni bilo, včasih je bilo res, so bili odrinjeni na rob družbe. Sedaj je pa z izobraževalnim sistemom, že od vrtca preko osnovne šole in potem vključevanje v varstveno-delovne centre, ki so izjemnega pomena za naše osebe,
lepo poskrbljeno za njih. Je pa res, da te inštitucije ne morejo nuditi toliko nekega zabavnega programa, sproščujočega, kar pa tudi izredno rabimo, a ne vsi, posebno oni. Tukaj pa lahko mi naredimo nekaj v tej smeri. Omenili ste tudi povezovanje po vertikali do zveze društev. Kaj vam ta zveza pravzaprav ponuja, omogoča? Zveza Sožitje je krovna organizacija. V Sloveniji združuje 50 društev po celi Sloveniji in specialno olimpijado. Ona ima izredno bogat program. Izda v začetku leta katalog ponujen res vsem vrstam skupinam ljudi, recimo za mlade družine izjemen program, ne. 4-letni ciklus, kjer se mlade družine jim nudijo pomoč, od psihološke do zdravstvene, do vse, kar pač program ponuja. Te se družijo 4 leta. Potem je program psihofizičnega ohranjanja zdravja v družinah. To je tudi program nekako bolj dopustniški. Lahko si izberejo kot svoj letni dopust in tam preživijo v skupini z ostalimi starši, ki pridejo na teh ponudb je zelo veliko, po celi Sloveniji, ob morju, tudi na Hrvaškem in v Toplicah. Potem pa je program tudi za sorojence. Sorojenci so v naših družinah izjemnega pomena, ker pač nekako, kadar imamo v družini otroka s posebnimi potrebami, so zraven sorojenci, ki imajo neko svojo vlogo, ki pa je lahko ali nehote zapostavljena, seveda, ker so z določenimi težjimi problemi velike težave in starši so obremenjeni. In z vso obremenjenostjo lahko nastane tudi mogoče samo v glavah, da so oni zapostavljeni. Tem sorojencem je Zveza Sožitje ponuja poseben program, ki je zelo priporočljiv vsem, da tam jim razbijajo tabuje, da ni samo njihov brat ali sestrica s takimi težavami. Potem je tukaj program za dedke in babice. Tudi ti imajo kdaj lahko probleme, a ne? In celo zažalujoče, tudi to se zgodi v naših družinah, otroku tudi umre, lahko je tudi zgodnja smrt pri naših otrocih. In potem je največji program, je pa program vseživljenjskega učenja. Ta je pa namenjen osebam z motnjo v duševnem razvoju po starostnih skupinah, po interesih od športa, kulture, plesa, do kuharije, skrbi zase. Na te programe pa grejo osebe z motnjo v duševnem razvoju v skupinah, rečemo mi, trojke ali pa enke. Trojke z lažjo motnjo v duševnem razvoju jih spremlja prostovoljka, enka s težjo motnjo gre 1 na 1, en spremljevalec za enega tega člana. In tam se pa potem preživijo cel teden, vodeni so od vodja programa, oni so pač tisti teden nadomestne mame in ati. In ti programi so najbolj obiskani, so najbolj živahni in od tukaj pridejo z največ pozitivne energije in dobrih izkušenj. Tako kot v vsakem društvu, najbrž tudi v vašem, delo temelji na prostovoljstvu, kljub temu pa neki stroški nastajajo. Kako pokrivate? Ja, delujemo povsem prostovoljno. Vse ni nobena funkcija, ni plačljiva. Edina stvar, ki se v društvu Sožitje plača, to je nagrada spremljevalki na taboru vseživljenjskega učenja, ta pa je priporočena s strani Zveze Sožitje, tudi višina, ne. Edina stvar je ta, ki se nakaže, drugo je vse prostovoljno. Financiramo se pa, največji financer je spet preko Zveze Sožitje je FIHO. Fundacija za invalidske in humanitarne organizacije. Tukaj, tu nas pač dobimo sredstvo glede na članstvo, dobimo višino sredstev. Ta je res zelo, zelo veliko nam ta pripomore, sicer ne bi mogli izvajati vseh teh programov. Potem drugi so občine. Na občine se prijavimo na razpise za te družbene in društvene dejavnosti. Tukaj nam občina Idrija in Cerkno vedno pridemo
do sredstev. Potem so donatorji. Velik procent donacije je donacija Republike Slovenije, ta procent od dohodnine. Tukaj res izredno smo hvaležni vsem osebam, ki so namenili to nam in se še vedno priporočamo. In potem so še kakšni priložnostni donatorji, in članarina. To so naši. Drugače pa kar je pa še zmanjka, pa prispevamo starši in skrbniki. Omenili ste prostovoljce. Najbrž pa ti prostovoljci, preden se vključijo v delo, v projekte, potrebujejo tudi oni kakšno izobraževanje. Ja, prostovoljci, da sam pristopijo v naše društvo, ne potrebujejo. Potrebujejo samo empatijo in dobro voljo. Da pa grejo na tabore, pa ja, Zveza Sožitje organizira programe izobraževanja in predstavi, kaj bodo počeli tam, kako naj postopajo, kakšne so njihove naloge. Tako da niso brez izobraževanja. Te omejitve, te recimo tako bolezni vaših članov so najbrž neozdravljive, recimo. Ti člani se postarajo. Najbrž potrebujejo starejši člani s temi težavami nekoliko drugačno obravnavo. No, naj vas popravim, to ni bolezen. To ni bolezen. To ni bolezen, to je pač naravno stanje, taki se rodijo. Bolezni pridejo pridružene, ker pač določeno stanje tudi pospešuje, a ne kakšno bolezen. Ja, se starajo, starostna stopnja tudi pri njih se viša. Vedno starejši so, včasih so pomirali ti zelo mladi. Danes je za njih res dobro poskrbljeno in se tudi postarajo. S tem pa nastane problem, ki se ga pa mi starši predpostavljamo, kam potem, ko nas ne bo. To je pa tista stvar, tist problem, ki ga staranje pri naših osebah z motnjo v duševnem razvoju pa izpostavlja. Dom upokojencev na Marofu ima poseben oddelek, ki sprejema take občane. Ja, je to prava rešitev? Ja, v domu upokojencev ni prava rešitev, ker še vedno to ne funkcionira tako, kot bi moralo. To ne bi bila neka stanovanjska skupnost. Je zelo dobro poskrbljeno za njih. Zelo lepo skrbijo za njih. Imajo res 4. nadstropje, svoje nadstropje, svoje prostore. Tudi mi jih tam obiskujemo redno. Vendar potrebovali bi več vodenja, kar jim pa seveda kot ustanova vse jim nudijo, ogromno jim nudijo, se trudijo, ampak verjetno bi bilo potrebno še bolj izboljšati njihovo kvaliteto življenja. Stanovanjske skupnosti v teh krajih nimate? V teh krajih ni stanovanjske skupnosti, niti ni bivalne enote. To je problem tega, ker sam način lahko bi jo odprli, če bi bilo postopek je tak, da na dan, ko bi podpisali pogodbo, da bomo pričeli z izvajanjem interesov za stanovanjsko skupnost, bi morali imeti 12 uporabnikov, ki bi na dan otvoritve šli v skupnost. Tukaj pa žal naši starši smo pač nekako ljubosumni oziroma zaskrbljeni, da to ne bo šlo in te odločitve še ni. Kakšne so vaše želje za prihodnost? Ja, želimo si, da bi naše društvo delovalo še naprej, da bi res imeli prostovoljce, da bi pridobili mlade družine, to je velik problem, da bi se vključile mlade družine in s tem bi tudi izboljšali delo, ker bi se pomladilo. Naše društvo se, kot vsa društva po Sloveniji, se staramo, a ne? Mladi člani se težko vključujejo. Kako pa rešujejo ta življenjski stil? Ja, a veste, to je tako. Vsi smo bili mladi starši in smo mislili, da vse znamo, da vse vemo, da je sploh z tem, da se da na spletu dobiti vse informacije, nekako tam rešujejo. Verjetno vključeni so v te izobraževalne programe, a ne, otroci, starši si pač pomagajo po svoje, nekako zavlačujejo čas, da bi se vključili v društvo, kar ni dobro, ker v društvu se čutimo, društvo je kot družina.
tam se čutiš sprejet, tam dobiš svoje prijatelje. Drugače je, če se druži ena skupina otrok oziroma oseb z motnjo, če gremo na eno rehabilitacijo, da jih je tam 25 in tudi njihov otrok vključen. Za vse poteka aktivnost. Če pa gre ena družina na dopust sama, je pač drugačna. Če si pa vključen v društvo, pa nisi nič drugače. Torej, spodbuda za vključevanje, vi ste odprti pravzaprav tudi. Z veseljem sprejemamo, vabimo, ampak vsakemu mora dozoreti čas, kdaj se bo vključil. Valentina Mlakar, predsednica Društva Sožitja Idrija-Cerkno, jaz se vam zahvaljujem za vaše poslanstvo, ki ga opravljate. Hvala. Hvala vam za obisk v naši oddaji in hvala za ta pogovor. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.